Dragi bratje in sestre, začnimo današnje velikonočno razmišljanje z mislijo iz pesmi Slednice, ki smo jo prebrali pred Evangelijem. V tretji kitici je zapisano: Vstal je Kristus, upanje moje. Dragi bratje in sestre, v tem stavku je zaobsežena današnja skrivnost, lahko bi rekli bistvo današnjega slovesnega praznovanja. Tisto upanje, ki ga človek ne more imeti, če ga ne prejme od ostalega Gospoda. Človek namreč prav po Jezusu Kristusu postaja človek resničnega, velikonočnega upanja. V sebi nosi željo, neprenehoma kuje načrte, hrepeni po ljubezni, svobodi, po želji, po radosti, po lepoti, po vsem tem, kar je Bog položil njegovo notranjost, da bi uporabil za vse lepo in dobro. Toda uresničenje vseh teh želja se mu stalno izmika, še več. Njegova pot je večkrat zaznamovana s porazi, neuspehi in mnogimi razočaranji. In končno je tukaj smrt, ki radikalno prelomi vse naše načrte in vse naše upe, ki jih v življenju uresničujemo. Tako je človeško življenje v znamenju nedokončnega in neizpolnjenega. Tako je pravzaprav vsako človeško življenje. Kdo mora na koncu svojih dni reči: vse je izpolnjeno, vsa pričakovanja so uresničena, vsi načrti so izvedeni, vse, kar sem si zastavil kot svoj cilj, je doseženo. Ni človeka, ki bi lahko tako govoril o sebi na pragu smrti. Taka je tudi svetovna zgodovina. Vse je nedokončano, vse je neizpolnjeno. Ni dovršene civilizacije, ni zgodovine narode, ki bi bila popolna ali popolno uspešna. Zgodovina torej nosi pečat nedokončanosti, pečat neizpolnjenosti. Človekovo hrepenenje, njegovi načrti in pričakovanja so v večji meri neuresničena. Dragi bratje in sestre, temu pričakovanju, tej bolečini neizpolnjenega, tej žalosti sveta, tej nepremagljivi nostalgiji, samo temu mora biti neka rešitev, sicer bi bilo vse brez pomena in bi Gospod ustvaril nekaj takega, kar ni ustvarjeno. Svet bi bil preveč absurden in prav tako človeška zgodovina. Človekovo življenje ne bi imelo smisla in ne bi imelo pomena. Brez neke polne rešitve človek ne bi mogel živeti. Narodi bi zapadli v apatijo, civilizacijam bi manjkal pravi smisel in temelj njihovega upanja. Če ne bi bilo upanja, bi imela smrt zadnjo besedo v zgodovini in kvaliteta človeškega življenja bi zdrsnila v nič. Življenje bi bilo prazno, medlo, sivo, kakor pravimo, brez okusa. Absolutni obup bi povzročil smrt narodov in človeka. Toda potem se zgodi današnji praznik. Velikonočno sporočilo nas pošilja v svet. Pojdite in oznanjajte, Kristus je resnično vstal od smrti. Tako nam oznanja naša vera. To je, bratje in sestre, naše temeljno sporočilo. To je naše misionarsko poslanstvo. Zato mora najprej naše življenje, potem pa naše skupnosti, tudi naša župnija, postajati živo misijonsko središče. In vsak kristjan izmed vas in nas bi moral biti nenehno misionar starega Kristusa. Prvo, kar bi Gospod priporočal nam, če bi se z njim danes srečali, in če bi bili kakor prvi učenci, bi nam rekel: ne bojte se, vstal sem od mrtvih. V našem življenju tolikokrat slišimo, da je tudi med kristjani še veliko strahu, da velikokrat skrivamo svojo vero v prid politične korektnosti, da se obnašamo, kot da so pred nevernimi ljudmi manj vredni, da smo tisti, ki se ne upamo spregovoriti v svoji veri, da čutimo enakovrednost tistim, ki niso verni. Predvsem pa to izhaja iz apatije, da večkrat ne živimo vredno krščanskega poklica.
Toda velikonočni kristjan ne bi smel biti nezainteresiran, slaboten, neuk ali se bat. Velikonočni kristjan bi si moral na glas upati izpovedati vero v Jezusa Kristusa, se čutiti apostola ustajenja, postajati velikonočni kristjan in s tem kazati tudi drugim resničnost velikonočne vere. Ker je resnična velikonočna vera, je tudi naše upanje velikonočno in resnično. Zato se v tem dnevu tudi v resnici bistveno kristjanu vse spremeni. Vse nas ostali Gospod poziva, kakor je angele in žene, ne bojte se nikogar, ampak oznanite velikonočno veselje. Tako v svojem zasebnem življenju, kakor javnosti med svojimi prijatelji, na delovnem mestu vedno in povsod, živeti in uresničevati svoje poslanstvo kot velikonočni kristjan. Ali ni človekova čast prav v tem, da to, kar je, to, kar misli in to, kar čuti, predvsem pa to, kar resnično veruje v svojem srcu in v svojih dejanjih, tudi izpoveduje v javnosti. Kristjani se ne skrivamo kot hlapci, ampak oznanjamo Jezusa Kristusa kot polnost veselja in se nikoli ne čutimo manj vredne od ostalih ljudi, ampak prav v velikonočnem veselju svojega pristnega krščanskega življenja to radost in upanje oznanjamo tudi svojim bližnjim. Človek, ki je suveren, ima čut za svoje dostojanstvo in s tem tudi dostojanstvo kristjana, človeka, hkrati tudi državljana. Tak človek se ne bo bal nikoli nikogar, ker je Kristus v njegovem srcu in mu daje temelj za njegovo življenje. Zato bodimo velikonočni kristjani ponosni, samozavestni in pokončni, kajti Kristus je na naši strani. In glejte, dragi bratje in sestre, naše krščanstvo odgovarja na to pričakovanje in nam daje tudi resnično poslanstvo v naših konkretnih dejanjih. Krščanstvo odgovarja na to neizmerno hrepenenje človeštva in pravi: smrt in življenje sta se v Kristusu borila v prečutnem dvoboju. Gospod življenja je umrl, zdaj pa kraljuje živ, kakor zapiše znova pesem Slednica. Dragi bratje in sestre, tukaj je temelj naše vere. Tu je pravo in resnično krščanstvo, kajti krščanstvo je vedno vera v življenje in življenja. Je vera v dokončno zmago življenja nad smrtjo. Je vera upanja, ki je vera prihodnosti. Zato je vsak krščanski praznik, predvsem pa velika noč praznik, ki tako globoko govori vsakemu izmed nas najprej zelo osebno, ki nam ne prinaša kakšno obrobno tolažbo ali kakšno pomirjevalno sredstvo za takšno zlo, ki ga živimo v življenju, ker smo padli po prvem grehu in smo tudi podvrženi izvirnemu grehu, ki ga je Sveti Krst pa že očistil. Tako se današnji praznik in naše življenje spopade z bistvenim zlom, to je smrt, in tega v Jezusu Kristusu on tudi premaga. Krščanstvo je torej jedro problema in rešuje jedro človeškega problema. Zato tudi krščanska vera, ki naj bo naša osebna, spreminja človeka v svoji bitnosti. Zato spreminja tudi zgodovino narodov in ustvarja nove civilizacije. Vemo namreč, v Kristusu nam je zasijalo upanje blaženega vstajenja. In ko nas žalosti gotova usoda smrti, nas tolaži obljuba prihodnje smrtnosti. Prihodnja nesmrtnost, dragi bratje in sestre, to je drugi poudarek današnjega praznika. To nosimo v sebi, ker smo ustvarjeni za nesmrtnost. To tudi želimo v našem življenju živeti, željo po nesmrtnosti. To nosi vsak človek po svojem srcu, kajti to upanje je nepremagljivo in neugasljivo. Po veri in po svetem krstu smo pridruženi Jezusu Kristusu in smo že deležni njegove zmage nad smrtjo.
Če vzamemo zares te besede, sonce naših dni sije zelo drugače. Svetloba dneva je drugačna, jutra so drugačna, noči so drugačne in življenje se v njegovem bistvu spremeni. Saj vemo, z njim bomo živeli in podobni bomo njemu, kajti on bo preobrazil naše bolno telo, to smrtno, neodrešeno telo, da bo podobno njegovemu poveličanemu telesu. Telo v slavi in moči, telo v veličastvu in sijaju, drage bratje in sestre, to je temelj velikonočnega praznika in s takšnim ostalim Kristusom so se srečali prvi apostoli in verniki tistega dne. To je tisto, kar preobleče našo minljivost in umrljivost. To je tisto, kar daje pečat našemu življenju in daje temelj vsakemu našemu dnevu. In v Kristusu se bo to uresničilo in zgodilo vsakemu izmed nas. In to nam oznanja današnji praznik. Veselo oznanilo velike noči, ki ga zavedno potrjuje prazen grob je: ne boj se, jaz sem prvi in zadnji in živim. Bil sem mrtev, a glej, živim na vekov veke in imam ključe podzemlja. Dragi kristjan, to je velikonočna gotovost, to je vesela aleluja, ki jo vzklikamo. Vsem želim blagoslovljene, srčne in srečne velikonočne praznike, duhovno bogate, polne upanja in vere, tiste vere in upanja, ki nikoli ne osramoti. Gospod je vstal, resnično je vstal. Stal je in živi med nami v našem življenju. Zato bomo vstali tudi mi. In temu uresničenju tudi sledimo in ga uresničujemo v našem vsakdanjem življenju. Amen.